212 dni nas še loči do začetka Evropskega prvenstva v košarki. Preverili smo, kako je Slovenija pripravljena na organizacijo največjega športnega dogodka v njeni zgodovini. Koprska dvorana Bonifika bo gostila predtekmovalno skupino D s Finsko, Grčijo, Rusijo, Italijo, Švedsko in Turčijo. Mi smo stvari zastavili tako, da bomo imeli dvorano približno mesec dni prej pripravljeno. To je, bo rekel, osnovno izhodišče. Bilo zdaj, a po to 5 dni več ali manj ni bistveno, ampak če je začetek septembra prvenstvo, mi pričakujemo, da bo v začetku avgusta s to toleranco bo dvorana pripravljena. V Kopru bodo zamenjali dotrajano opremo, koše, semaforje, opremo v garderobi ter tribune in uredili zunanjost dvorane. Eden od problemov, ki jih ima koprska dvorana, je pogrezanje okolice, kot vidimo, se asfalt lomi. Sicer ni problem v sami dvorani, ker dvorana je sicer zgrajena na 26-metrskih plotih, problem je v pogrezanju okolice in načrtu je, da se to izravna. Iz najnižje točke Eurobasketa v Sloveniji smo se odpravili na najvišjo, v Jesenice. Tam gradijo praktično novo dvorano. Od stare bo ostala samo južna tribuna. Podrli bodo zahodno steno, ojačali streho, rekonstruirali severno tribuno, prenovili razsvetljavo. Potlej pridejo tudi vse fasade, pa vse pridejo. V bistvu takala bo pa. Taka bo tako rdečo-siva. V takem utenku bi tukaj tudi takmu profilom pride naprej, tako da bo enotna oblika. Na Jesenicah zagotavljajo, da bo dvorana pripravljena do 16. avgusta, ko bosta v njej prijateljsko tekmo odigrali Slovenija ter Bosna in Hercegovina. Tudi Jesenice bodo septembra gostile Evropsko prvenstvo v košarki in kot se za znan železarski kraj spodobi, bo cona za navijače v stari železarni. Težava Jesenic je, da ne premore niti enega hotela ali hostla. Kot so nam povedali v turističnem centru, bodo del navijačev napotili na planino pod Golico, kjer so turistične kmetije. Idilična vasica ponuja čudovito kuliso v zavetju gorskih vršacev. Od mesta je oddaljena le 3 km, a je cesta do tja ozka, strma in polna ovinkov. Kot smo lahko videli, Koprčane in Jeseničane čaka še kar nekaj dela, da do začetka prvenstva zadostijo visokim standardom FIBE. Preverili smo tudi, kako so pripravljeni v Ljubljani in Celju, kako je s prometnimi povezavami in namestitvijo domačih in tujih navijačev. Kako je Slovenija pripravljena na Eurobasket, preberite v tiskani izdaji časnika Večer.